Gre za popolnoma nov postopkovni predlog. Gre za predlog, da predlagatelja pozovete k umiku 4. točke dnevnega reda, in sicer predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Namreč v času, ko je bilo zasedalo delovno telo in ko smo dobili mnenje Zakonodajno-pravne službe, je jasno, da ta predlog oziroma vprašanje ne sledi 184. členu Poslovnika, ni jasno določeno in tako ni v skladu z 2., 44., 87. členom Ustave, prav tako pa po našem mnenju tudi ne s 17. členom Ustave. V izogib temu, da bi Ustavno sodišče odločilo, da ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma ni ustavno pravilno vloženo oziroma je ustavno sporno, predlagamo torej, da predsednica Državnega zbora pozovete predlagatelja, da umakne to točko z dnevnega reda, da ne bo prišlo do enake blamaže, kot je prišlo s sprejetjem Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici, ko je Ustavno sodišče odločilo, da je zakon protiustaven. Spoštovani predlagatelj oziroma zahtevatelj sklica izredne seje, ali umikate to točko dnevnega reda? Izvolite. Ja, hvala lepa. Točke ne umikamo. Vesel sem, da smo storili korak naprej. Kar se pa tiče Ustavnega sodišča, dajte si pogledati zgodbe, ki ste jih vi in vaše vodje tam izgubili. Na mizi imam že zbrana dela, naslednjič vam jih pa predstavim. Zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo. Ponovimo glasovanje. Takoj drugič odločamo in drugič odločamo in glasujemo. In tisti, ki jih ne bomo, nismo upravičeni. Nismo sklepčni, 10 minut odmora. Če ne bomo potem sklepčni, tisti, ki niste upravičeni, veste, kaj sledi. Nadaljujemo prekinjeno sejo, in sicer s tretjim glasovanjem o dnevnem redu. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Tretje glasovanje. Glasujemo. Ugotavljam zopet, da nismo sklepčni, zaradi tega prekinjam to izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14. uri.